Drage gledalke, gledalci, smo na Radovici pri Metliki v Beli krajini pred spominsko tablo Jožku Slobodniku, majstru in borcu, ki se je rodil v tej hiši. Z menoj je tudi Mirjana Furlan. Pozdravljena, Mirjana. Pozdravljena. Avtorica knjige o Jožku Slobodniku, ki nosi naslov prav Jožko Slobodnik, majstrov borec. Mirjana je Jožka Slobodnika potegnila iz anonimnosti, dolgo ni bil znan in nekako ga je spravila na svetlo. Mirjana, kdaj si prvič naletela na zgodbo o Jožku Slobodniku? No, prvi me je opozoril Jure Matekovič, njegov pranečak, ki je bil prepričan, da je Jožko Slobodnik po krivem prezrt. Druga zadeva se je zgodila takrat, da je Švajncer Janez napisal knjigo z naslovom Generalmajster zamolčano, in tej knjigi je kar velik del posvetil odnosu med Jožkom Slobodnikom in generalom Majstrom. In začela me je zadeva zanimati, zato ker je bilo toliko nejasnosti in nisem razumela, zakaj so ga pravzaprav, zakaj je bil toliko prezrt in zamolčan. Kaj te je pri njemu najbolj pritegnilo? Pa najbolj me je pritegnila njegovo močno domoljubje in odločenost, da deluje takrat v tistem času prevrata. O njemu je pisal tudi dr. Janko Pleterski, ki je, to navajaš uvodoma svojo knjigo, ki je izjemno poudaril njegovo vlogo. Ja. On je bil namreč, Jožko Slobodnik je bil topničar, ne? Ja. Kako bi opisala to njegovo vlogo v tistih prelomnih trenutkih, ko je razpadla Avstro-Ogrska? On je kot topničar prišel za Božič 1917 iz Dunaja v Maribor in takrat je bil on v topničarski vojašnici vodja topničarjev. In začel se je povezovati z drugimi domoljubi in so začeli počasi, generalmajster ga je vključil v priprave na prevrat v Mariboru. In njegova vloga je bila zelo pomembna. Poleg Vavpotiča in generala Majstra je bil pravzaprav on najpomembnejši. Poleg tega, da je pa jaz navajam tudi v knjigi tudi Rosino, ki je veliko pomagal v tistem času. Ampak o Slobodniku je pisal tudi sam Majster. Majster je pisal veliko, ker Jožko Slobodnik je bil že 10 let po koncu Prve svetovne vojne kar fejst zagrenjen, ker se je čutil odrinjen. To se tudi na fotografijah vidi, v knjigi recimo, teh objavljenih. In žalosten je bil. In general Majster je probal to spremeniti, ne? In prepričana sem, če ne bi generalmajster 32 let pred Jožkom Slobodnikom umrl, da bi se stvari drugače odvijale, da ne bi prišlo do tega izpada, ki ga je na koncu bolan in slep imel Jožko Slobodnik. A si med samim raziskovanjem njegovega življenja naletela na kak dogodek, ki te še posebej presenetil ali prevzel na nek način? Ja, recimo, zdaj razmišljam, kaj bi izpostavila. Presenetilo me je to, da so začeli, to me je res presenetilo, da so takoj po koncu Prve svetovne vojne njegov pomen začeli zmanjševati. On se je tudi pritožil, ker sta si z Majstrom ves čas dopisovala. Jožko Slobodnik ga je zelo cenil in Švajncer tudi navaja vsa pisma, ki sem jih jaz pol tudi dobila od Pokrajinskega arhiva Maribor.
To me je pravzaprav presenetilo, da njega je politika odrinila. Politika najprej v stari Jugoslaviji, on je pač živel dol na jugu, ne, bil Bosni, v Travniku, ne? v Travniku ja. je bil on, ja. Pa on je bil takrat, on je bil uspešen, on je prišel, se je rekel Švancer, prišel je do čina podpolkovnika, bil je sam narednik, ki je prišel v Maribor, on je bil ognjičar, to je vodja topničarjev, ne, narednik. In je prišel lepo skozi svojo kariero do čina podpolkovnika, se pravi, je bil uspešen. Ampak po drugi strani pa njemu je sigurno veliko pomenilo, kaj razmišljajo tukaj ljudje v Sloveniji in v Mariboru, na Štajerskem, ne? Ker on je le pripomogel k temu, da je spodnja Štajerska, kot so ji rekli takrat v Avstriji, se v pogajanjih bila priključena po Jugoslaviji, ne. Katera gradiva so bila pa pri pisanju knjige ti ključna? Ali so to arhivi, pisni dokumenti, ustna pričevanja? Pa ustna pričevanja so bila pomembna, recimo Zinka Jordanov, to je bila pranečakinja, je v tej hiši rojena, ne. Ivan, lastnik, ki je zdaj tudi pokojni, je bil njen brat. Ona je 10 let živela pri Slobodnikovih, dokler se ni poročila. In veliko mi je povedala, ampak arhivi, sigurno, pokrajinski arhiv Maribor in pa vojaški arhiv Beograd, kamor je bilo takrat zelo težko priti, zaradi tega, ker je bil covid. Ampak ti je uspelo? Ja, mi je uspelo s pomočjo Petra, ker jaz sem rekla, če ti ne greš, grem sama. Tvojega partnerja, da bo jasno. Ja. A si pri tem brskanju po arhivih in pri pričevanjih naletela na nasprotujoče si stališča? Jaz sem, ja. S čem je ključno bilo? Odvisno je bilo od tega, a je te spomine pisal nekdo, ki je v prevratu sodeloval v Mariboru, ali je pa to nekdo, ki se je kar tako lotil tega pisati, in seveda sem jaz dala več na mnenje tistih, ki so sodelovali v prevratu, in tukaj sta sigurno najpomembnejša Maister pa Slobodnik. Torej, to, kar sta ona dva pisala? Ja, to je bilo. Najbolj si se oprla na sigurno, njiju. ja. Je bil pri njegovem zasebnem življenju kdo, ki je pomembno vplival na njega? Ja, to je. Njegova žena imela izreden vpliv na njega, ampak ne v teh vojaških zadevah. Drugače je bila pa ona gospa iz Podkorena, Korošica, slovenska, in zelo načitana. Joško ji je ves čas nosil knjige, ki jih je brala. Ona je imela velik vpliv na njega, ampak ne v vojaških zadevah, ne, sigurno ne. Kaj bi iz te zgodbe Joškotove lahko danes nagovorilo današnji čas? Kaj presega tisti zgodovinski okvir, recimo iz leta 18, po razpadu Avstro-Ogrske? Kaj bi lahko potegnili iz tega za današnji čas? Ja, prav iz njegove zgodbe mogoče ne, ampak jaz vidim veliko vzporednic, zato ker vojne so bile vedno, po vojni je vedno prišlo do pogajanj, in v teh pogajanjih smo bili mi mali vedno futer, oziroma smo na nek način potešili želje velikih narodov. Mi smo bili na zgubi, ne, in to se ponavlja, in to je dejstvo. Če bi morala njegovo življenje strniti v en stavek, recimo v naslov nekega članka, kaj bi dala naslov? Joško Slobodnik, predan sin svojega naroda. To je njegov opis samega sebe. Topničar iz Radovice, ne? Ja. Ja, aha. Kaj bi pa želela, da bralec odnese oziroma začuti, ko prebere tvojo knjigo? Ja, predvsem to, da začuti vsak bralec, da sem knjigo
pisala z željo, da bo verodostojna in nepristranska. No? To. Hvala za pogovor. Dobro, prosim. Živi naj vsi narodi, ki hrebene dočaka.